Dober dan, pozdravljeni v Zvezdnem navdihu. V današnji oddaji imamo presenečenje, imamo gosta. 30-letja strasti, 30-letja raznih epizod, presenečenj, so za sreče, so za takšnih in drugačnih, 30 let užitka, 30 let odličnega sodelovanja in predstavljanja, 30 let se praznuje in za ta poseben dan, za ta poseben datum imamo seveda našega gosta danes z nami. Kakšnih je teh 30 let, če to srce iskreno poje, čuti, navdihuje množice na slovenskih tleh? Lom bi bil prav gotovo njegov odgovor. Naš današnji gost ima srce, ima smeh, ima izjemno prijetnost, ima iskrenost, globino. Naš današnji gost osvaja domača slovenska tla, svojo kariero je začel na domačih tleh na Hrvaškem in potem je njegovo srce, njegovo južnjačko srce ostalo v Sloveniji. Kada voli srce južnjačko je nekako povzetek vseh 3 desetletij in sicer je njegova glasbena pot pestra, polna dogodivščin, polna oboževalk, polna zvestih ljubiteljev njegove glasbe in pa seveda uspešnih sodelovanj. In sedaj danes ga predstavljamo v naši oddaji Navdih, v našem Zvezdnem navdihu. Dobrodošel med nami, Werner. Dober dan, lep prisrčen pozdrav vsem gledalcem, gledalkam. Tako lepo si mi napovedala, da sploh nič več ne rabim povedati. Čudovito, hvala lepa za tako krasno napoved. Ja, sem zelo vesel, da sem danes tukaj v oddaji. Vse drži, veliko dela, veliko truda, 30 let glasbene kariere, 20 CD plošč oziroma tabo, zdaj, ki izide decembra 20. 20 let koncertnih turnej po Sloveniji, začel kariero na Hrvaškem in evo zdaj pripravil dvojni album za hrvaški trg in za slovenski trg. In pred 30 leti, ko je na pot, so te v bistvu zvezde prav na podoben način podpirale, kot te podpirajo zdaj, oziroma še bolj na ta način, tako da... To me zelo veseli, moram povedati. Res rabim to podporo, kajti 30 let zdržati v tej areni show biznisa ni lahko. Treba vedno pripravljati nove pesmi, treba slediti trendom, veliko generacije se že obrnilo skozi mojo glasbeno kariero v teh 30 letih. Ko sem začel prepevati, so to bili takrat še mladi ljudje, prepevali so Valentinovo simpatijo z mano. Danes so že detki in babice in prepevajo svojimi vnučki te pesmi, ki jih danes prepevam. Torej, trebalo je držati nekak taj nivo, prilagati se različnim trendom glasbe, novim generacijam in evo, sem zelo vesel, da mi to uspeva in evo, upam, da bo mi to še naprej uspevalo. Ja, ker zdaj so slišala, da imaš eno posebno praznovanje 6. 7. decembra in takrat so zvezde, takrat imaš zelo močno podporo, da se stvari speljajo na tak način. Kaj imaš takrat? Idealno, če je 6. decembra. 6. decembra bom nastopil v bistvu na aktualnem dogodku, na praznovanju 12 let, oziroma snemal bom najnovejši videospot Kada voli srce južnjačko za hrvaški trg. Tik pred samim koncertom, 15 minut prej, seveda največja možna kulisa, 12.000 ljudi, 24.000 rok bo ploskalo, se zabavalo z mano in bomo res naredili nekaj posebnega, nekaj fantastičnega. To mi je res bila ena taka velika želja in evo, oddaja Galama in seveda Radio Aktual so mi to nekako omogočili oziroma postavili so me pred izziv in sem seveda ta izziv sprejel. Ja, in to na idealen dan. Idealno, komaj čakam, da se vse to zgodi, da tam dejansko z 12.000 glavo množico skupaj zapojemo pesem Kada voli srce južnjačko, posnamemo to in seveda to predstavimo na hrvaški trg. Komaj čakam. Potem pa seveda še grem na eno snemanje silvestrske oddaje v Maribor. A to je vse v istem času? Vse je to 6. decembra. Tako da ni naključno ta datum. Evo ga, tako da res in tam bom pa predstavil novi duet za slovenski trg, Samo sebe imava z Darjo Gajšek. Tako da
evo, res se bo ta 6. december zgodil in od takrat naprej redne promocije, predstavitve, izid mojega albuma, 16. decembra promocija v Sputniku mojega albuma, potem bo promocija tudi v Zagrebu. To je vse še v istem času? Vse se bo to dogajalo decembra in naše gledalke, gledalci se lahko tega dogodka 6. kdaj si rekel, da se lahko tega... 16. seveda. 6. se seveda še udeležijo, vsi lahko pridejo v Stožicah. V Stožicah 6. december, torej 15 minut pred samim dogodkom in praznovanjem bo se v bistvu snemal. Se pravi, pravočasno je treba biti tam. Tako, pravočasno morate biti tam, čim več naj vas bo in zagotovo vas bo. In seveda dajte vse od sebe, naučite pesem Kada voli srce južnjaško, poslušajte Radio Aktual in zagotovo boste vedeli tekst in seveda glasbo. In bomo razturili. Super. No, preden se pa zdaj čisto potopiva v te tvoje energije, v podporo, v talente, vse to, kar je skozi tvojo astrološko karto bilo na tvoji poti življenja. Ja. Pa samo toliko, da povem našim gledalkam in našim gledalcem, da naša linija 097-794 je odprta za naše svetovalke v živo, so zadaj seveda na liniji z nami. Če pa imate vprašanje za našega gosta ali če mu želite čestitati ob temu jubileju, pa seveda vas bo tehnik na tej številki 097-794 prevezal tudi k nama v studio. Na številki 3900 je dosegljiv SMS, lahko pošljete SMS s kodo Astro in pa zvezde, seveda z vašim imenom, če potrebujete vaš zvezdni navdih, vaše zvezde, kako vam zvezde kaže, kako vam zvezde stojijo. Tako da vaša astrološka karta v bistvu, oziroma tvoja astrološka karta, zdaj se tikava, ne? Ja, tako. Tvoja astrološka karta razkriva zares umetniško dušo, razkriva tisti izjemen občutek za to, kaj se okrog tebe dogaja. Hkrati imaš pa zelo močen magnetizem, veš, tako kot en magnetni privlak in tvoji koncerti so konstantno polni, konstantno. Že 20 let, res je. Tako, a veš, podobna podpora, kot je zdaj bila takrat pred 30 leti, ko si vstopil v glasbene vode. Na kak način si takrat začel? Kaj se je? V bistvu se je veliko tega dogajalo. Dejansko zaradi tega magnetizma, ki si ga omenila, se je vse to zgodilo. Jaz sem, ko sem začel nastopati oziroma pripevati na tekmovanjih pevcev amaterjev, so me zasledili zelo, zelo močni ljudje. Đorđe Novković, Ivo Lesić, torej največji mojstri zabavne glasbe. Čeprav sem takrat bil star šele 18-19 let, so v meni začutili en poseben magnetizem in eno posebno karizmo, ki so jo oni ves čas poudarjali. Tudi v glasbenih hišah so povedali, da imam neverjetno karizmo, ki jo nima absolutno niti eden izvajalec bivše Jugoslavije. Razumem, ampak kdo v družini, kaj je bil tisti prvi moment, veš? Oče je povedal, naj se prijavim na tekmovanje pevcev amaterjev, zaradi tega, ker sem zelo rad prepeval, igral sem harmoniko, končal sem glasbeno šolo za harmoniko, ampak tista največja ljubezen je bila petje in razdajanje in kontakt s publiko, ki sem ga začutil takrat, ko sem prvič nastopil. Bil sem star 7 let in sem igral harmoniko v enem kulturnem domu v Selcih in zaigral sem pesem Na planinca sončice sije. In sem zapel in zaigral harmoniko in so me še enkrat poklicali nazaj na oder in v bistvu to je tisto, kaj je v meni naredilo, wow, pa to je nekaj čudovitega, kakšen to bil lep kontakt z ljudmi, kakšna je to bila, kakšno je to bilo podajanje energije. In takrat sem prvič začutil to, da je v meni nekaj drugačnega in da me to izredno, izredno veseli. In to je oče vedel, zaradi tega je rekel, daj se prijavi, Werner, na tekmovanje. Na teh tekmovanjih so me takoj opazili, glih zaradi reakcije publike, zaradi reakcije ljudi, zaradi tega magnetizma, ki si ga omenila, takoj sem strani publike vedno zmagoval, ne strani žirije, a ne, z njihove strani so v glavnem bili puleni, ampak strani publike sem bil njihov od prvega trenutka. In evo, to traje še do današnjega dne.
In po podznaku si pa škorpion v bistvu, ne? V osnovi je kozorog, ampak po podznaku si pa škorpion. To pomeni dostkrat lahko tihost, bolj rezervirana za sebe, ampak drugi vseeno jasno vidijo, da imaš tisto, globino čustev, globino občutkov in tudi lahko, da si včasih niti ne izraziš, ker veš, da ne boš razumljen v okolici. Res je, večkrat sem nerazumljen v okolici, ker sem za današnje čase preveč iskren človek, preveč direkten človek. Biti direkten danes ni vrlina, žal. Vrlina je biti diplomat, a ne biti diplomatski. To pomeni povedati določene stvari na diplomatski način. Jaz to ne znam. Jaz sem preveč umetniška duša, da bi sploh lahko bil kakršenkoli diplomat. Jaz se izražam zelo direktno na odru, ko pišem pesmi, ko pišem tekste, ko pišem glasbe in ko prepevam, jaz dam svoje srce, tudi zdaj, ko govorim. In to ljudje čutijo. In ne znam biti diplomata, znam pa direktno povedati tisto, kaj me moti, kaj ni prav in kaj ni pošteno. In to večkrat ljudje ne razumejo. Ampak znaš pa biti trmast, ne? Zelo. Znaš biti pa trmast in razjezijo te stvari ne tako zlahka, ne tako na hiter, ampak ko te razjezijo, potem pa ne neha. Res je, absolutno drži. Takrat ustrajam v svojem pravu, ker če je nekaj črno, me nihče nikoli ne bo prepričal, da je to belo. Ker vsi vidijo, da je črno in črno je in nikako drugače. Tako je. Ali obratno. Razumem. Tako je. Čeprav v današnje čase zelo hitro lahko ljudi prepričaš, da je nekaj, kaj je črno-belo. Na zelo diplomatski način jim lahko malce oči zamegliš. Jaz se pa ne dam. Jaz, ko nekaj vidim, moje oči nikoli ne lažejo. In me ne varajo. In v bistvu rad izkušaš življenje s celim bitjem. Drugače ne moreš. Absolutno. Drugače ne gre. Absolutno. Živim svoje življenje maksimalno živim svoje življenje. S svojimi čustvi pokažem ljubezen, pokažem toplino, pokažem, ko sem prizadet, pokažem, ko ljubim. Vse vedno pokažem. Želim živeti ljubezen. Ne želim igrati življenje. Želim živeti življenje. V bistvu velika občutljivost za čustva drugih se kaže v tebi, ne? Zato je tvoja idealna žena, tudi po tem, kar smo opazili na astrološki karti, tvoja idealna žena je rakica. Idealna partnerka je rakica. Rak, vladar, luna, peta hiša, vladar kreativnosti, seksualnosti, v bistvu rakica. Sama se sprašujeva, kako je možno biti 25 let že, evo, skupaj 24 ur na dan. Ja, resnično, Mata. Res neverjetno. Odlična sinestrija, Mata, res. V bistvu to je taka skupna astrološka povezava pri vama, ki se vidi skozi življenje, se pokaže kot ujemanje na vseh področjih. Tako da verjamem, da 24 ur na dan vama ni dolg čas in nič ne gre v nič. Vse se dogaja in vse je fajn. In poslovno, in intimno, in seksualno, in vse. V bistvu mi dva sva 24 ur. Torej, mi ne moramo razdeliti posel, od 8 do 4 je posel, takrat seveda, da imava tudi kdaj pa kdaj drugačna mnenja, tudi kdaj pa kdaj se skregava, vse je to normalno, že to je vse ljubezen. Ampak je pa težko, da ne moreš biti poslovni sodelovac od 8 do 2, potem, ne vem, med tem nesoglasja kakšna, potem misliš, zdaj je tega konec, zdaj sva pa partnerja, ne gre to. Torej, ves čas moraš vse te stvari med seboj usklajevati. Ampak to vama sinestrija omogoča, veš, sinestrija je to ujemanje med dvema astrološkima kartama. To bi bilo nemogoče. Ker nekoga lahko to nesoglasje čisto razdvoji, pri vama je pa to ukorporirano na vsa področja. Nikoli sva takšna človeka, da takoj rešujeva vse zadeve, poveva, dava na papir, zračunava, usedeva se, vsak pove svoje poglede, svoje mnenje, najdemo skupen jezik in greva naprej. Enostavno že 25 let to tako funkcionira. Fenomenalno. Če greva naprej, Neptuna imaš v prvi hiši.
In to je ta Neptun, s katerim, to so te energije, se pravi, s temi energijami zaznavaš vse, kar se v okolici dogaja. Zaznavaš ljudi, zaznavaš, nič ti ne more uiti. V bistvu je lahko to zelo naporno včasih. Po eni strani veš, kaj se dogaja, po drugi strani pa zelo naporno. Ljudje se lepijo na tebe, okolica se lepi na tebe in pride verjetno do enih takih kriz, ko si obložen, preložen, ko že ne veš več, kaj bi, kaj v takih trenutkih, kaj se... Absolutno. Pridejo celo določene depresije. Jaz moram priznati, pridejo tudi določene depresije, čeprav sem na Wernerja absolutno navajeni, da je vedno dobre volje in jaz sem v bistvu takšen človek. Nasmejan, vedno dobre volje. Ampak glih zaradi vseh teh energij, ki se lepijo name, Werner je prav, mislim, zdaj govorim o sebi, zato rečem Werner, je zelo na odru odprt človek. Glih zaradi tega ga imajo ljudje radi, ker daje svoje srce in absolutno vse aure so odprte v tem trenutku. Vemo, različni ljudje obstajajo, tisti, ki ti želijo dobro in ki se hranijo in je fajn čutiti to njihovo energijo. Obstajajo ljudje, ki ti ne želijo dobro. Vse vemo, žal je veliko fovš ljudi na tem svetu, ki ti v bistvu mogoče ne želijo dobro samo zaradi tega, ker si uspešen ali samo zaradi tega, ker ne poslušajo, ne vem, to zvrst glasbe. Ljudje so tudi čudni določeni. Ker imajo, v bistvu vsak ima svojo zgodbo, veš, in tu ne so stvari. Sem pa spet to, kaj si povedala, znam se postaviti vedno v kožo drugega. A ne, in res je, to mi še Andreja pravi, to vedno rečem, to imam po očetu, a ne po Dalmatincu. Znam se postaviti vedno, tudi če pride do kakšnega razpora, nesporazuma, vedno rečem, čakaj, kako bi ti reagiral, kaj če se tem človeku mogoče glih takrat kaj zgodilo, mogoče je bil slabe volje, mogoče je zaradi tega tako reagiral. Vedno iščem odgovore na ta način, da poskušam iti v kožo drugega. In ko si pa čist, kadar te pa okolica preveč obremeni, kak je tisti proces regeneracije? Absolutno rabim samoto v tem trenutku. Samoto. Preselili smo se 5 let nazaj v Logatec. Tam imam eno čudovito dolino, ki se imenuje Skirca, zelena dolina. Jaz rečem, moja zelena dolina, enkrat je bela, enkrat je rumena, od regreta, kot cveti. Ta narava me zregenerira, grem se sprehoditi, lahko tudi Andreja gre z mano, ampak bistvo je, da se zregeneriram. Rabim moč narave, da mi to energijo, ki jo rabim. Seveda grem tudi na počitek in na dopuste že 19 let na Maldive, kjer tudi črpam to energijo narave. Jaz ne morem črpati energijo ljudi, jaz črpam energijo narave, da potem to svojo energijo predajam ljudem in jo razdajam. Ja. Tudi, da preko tega potem le živiš svoje sanje naprej. Tako je. Drži. Jaz v bistvu živim in svojo družino in sebe že 30 let izključno od glasbe. Tudi Andreja živi izključno od glasbe, mi pomaga, dela PR, ima svojo agencijo, pri kateri tudi dela PR. Torej, živimo izključno od glasbe in ni to lahko. Za tvoj ustvarjalni proces je zato ključnega pomena, da ostaneš s čistimi energijami, ker vem, da marsikdo izmed naših gledalcev in gledalk ima podobne probleme s temi energijami, ker se kar hitro nalepijo. Tu je energija na njih. Ravno zaradi tega me je to zanimalo, na kak način to rešuješ, na kak način ostaješ pa v dobrih energijah, da res lahko iz srca, veš, da čisto srce ustvarja, teče. Črpam zemeljske energije, črpam energije narave v tem trenutku in me one prepucajo, resnično. Če sva tle še tranzite gledala, tranziti, to so taki premiki energij čez tvoje osnovne rojstvene kvalitete, se pravi, tole med obdobjem 2001-2017 je bilo za Kozoroga v bistvu eno tako napornejše obdobje. Kaj se je tebi dogajalo, na kak način? Verjetno si mogel vedno znova stvari na nov postaviti, vse se je zrušilo, pa spet na nov postaviti. Vedno je to. To je en ciklus življenja. Tako je. In seveda od leta 2001 sem se nekako samostalil, postal sem producent, začeli so koncerti. Bolj uspešen si, več
da jih tako pomeni sovražnikov imaš. Torej, žal ljudje drugim ljudem ne želijo dobro, ne privoščijo dobro. In to ne razumem. To jaz ne razumem. Jaz sem takšen človek, da se vedno znova sprašujem, zakaj so ljudje takšni, zakaj ne privoščijo drugemu dobro, zakaj ne pustijo človeka, da dela svoje, če ga ljudje imajo radi, ali če dela en svoj posel, zakaj se vmešavajo. Veste, to so stvari, ki mene nekako najbolj spravijo s tira. Ampak jaz sem kozorog, tu se pozna ta moj kozorog, tu se pozna ta moj Neptun verjetno in ta moja moč, jaz se ne dam. Jaz znam to popucati v sebi in vedno grem naprej, ker če bi jaz poslušal različne kritike določenih ljudi, še od samega začetka kariere, jaz nikoli ne bi bil pevec, jaz nikoli ne bi bil glasbenik. In jaz ne bi živel od glasbe. Torej, hvala Bogu, da nisem poslušal te ljudi, ampak da sem se vedno obrnil na publiko, na množico, da sem poslušal splošno mnenje in svoje srce. Predvsem to. Ti znaš svoje srce poslušati, veš, in tudi to iskrenost dati ven. Ampak nekaj posebnega se je pa še dogajalo. Okrog leta 1995, takrat je bil poseben tranzit Plutona čez Neptuna, se pravi čez prvo hišo. V bistvu 90. leta so bila dokaj naporna leta. Takrat sem začel sem kariero na Hrvaškem. Kot mladenič šel na festivale, Zagrebški festival, Splitski festival, pripravljal drugo ploščo in začela se je vojna na Hrvaškem. In vse se je zrušilo, zrušili so se vsi festivali, veliko denarja se je vložilo, jaz kot igral sem na harmoniko, na ladici, služil denar, igral sem na terasi, starši so še pomagali, da bomo nekako realizirali taj prvi projekt. Bil je zelo drag, zaradi tega, ker študija in delac z najmočnejšo ekipo bivše Jugoslavije je veliko stalo. Ti ljudje so pa močno verjeli vame. In kot sem jih omenil, Đorđe Novković, Ivo Lesić, Teo Trumbić, to so res najmočnejša imena, ki so takrat delala za Miša Kovača, Nedo Ukraden in za vse, ki nekaj pomenijo v zabavni glasbi. In sem najprej tam dal eno tako dokaj trnovo pot, vojna, veliko sem nastopal na humanitarnih nastopih po celi Hrvaški. Potem sem enkrat nastopal v Frankfurtu, tudi humanitarno. Potem sem ostal v Frankfurtu 8 mesecev, zaposlil sem se, delal sem, da sem lahko preživel sebe in svojo družino, ki tudi takrat ni mogla živeti, starši od turizma, ker ni bilo turizma, bila je vojna na Hrvaškem, pa sem pošiljal tam denar staršem. Nekaj sem prišparal, pa sem spet šel na Hrvaško, vrnil se nazaj, pripravil novi projekt in tako naprej. Iskal sponzorje, v Zagrebu zapravil vse tisto, kaj sem zaslužil v Nemčiji, potem sem se vrnil nazaj v Selce in šel sem na eno pijačo, s prijateljem sem se pogovarjal v eni gostilni, v katero nikoli ne zahajam, o tem, kaj se mi je dogajalo, da sem moral biti v Nemčijo, da pripravljam projekt, da nisem najdel sponzorje, da ne najdem denar za novo ploščo. Takrat bilo je to na Valentinovo, ta plošča je čakala, pesmi so čakale in glih takrat je za s tem šankom stajal en gospod, žal pokojni Ivan Ivanković, ki je slišal mojo zgodbo, pristopil mi je in rekel mi je, da bo on financiral moj projekt, da je on direktor Promdej banke in da bo on bil producent in da bom lahko posnel mojo novo ploščo. Eto, kje sem najdel sponzorja. Katerega leta je bilo potem to? To je bilo leta 93. Aha, že takrat. In takrat je to, takrat pa spet štarta obdobje. Meni se vrščas, potem sem pa prišel v Slovenijo, potem sem se tukaj spet dal eno svojo šolo. Imel sem srečo, da sem spoznal Simono Vajs, Gorana Šarca, s katero sem posnet. No, ampak ravno z njimi ste imeli pa to je bilo prav v tem obdobju in to boš povedal, če to drži, ker sem prebrala in vemo, da vse sorte je v medijih, da ste imeli takrat se pravi, tudi v tem obdobju tranzita eno močno nesrečo, eno hudo nesrečo. In to je bilo na poti na nastop, drži. Tako je, na nastop Simono. In ko si par dni kasneje gledal ta nastop, si študiral,
Ja. 1 uro prej sem imel še nesrečo, zdaj stojim na odru, pojem, dam sebe Neverjetno ven. si najprej bilo z Simono in oba sva bila šokirana, ker so prišli po nas, ker z avtom nismo mogli iti naprej. Avto se čudežno, z ene strani smo zleteli na drugo stran, pa spet smo se vrnili na cesto, pa smo se obrnili, pa avto se ustavil z druge strani zraven mojih vrat, kaj sem, 20 centimetrov. Torej, res je bilo tako, bila sva čisto zmedena, sploh prišli so nas iskati direktno, ker je oddaja laufala v živo, poglej in zadeni, pri Stojanu Avoriju in sva direktno stopila na oder in odpela sva pesem Nikoli ne pozabiva, kot da nič ni bilo, čeprav potem pa, ko gledaš posnetek, vidiš, da sva bila, ljudje to niso opazili, ampak ti veš, da si drugačen. Sva bila čisto drugem svetu. Ampak veš, ti imaš sonce v tretji hiši v komunikaciji, ne? In ne samo to, zraven sta tudi Merkur pa Venera, ne? To seveda pomeni, da komunikacija, da to navzven je tvoj dar, na lep način, se pravi skozi pesem, skozi... To je ena taka močna pot tvojega izražanja in ko prideš na to, ni važno, kaj se je prej dogajalo, takrat si sam ti, takrat grejo stvari skozi. No, zdaj bom prebrala kar direkt, ker me zanima, če to drži zate. Ta naravni dar za govorništvo, za nastopanje v javnosti, pomembna ti je jasna, iskrena, lepa komunikacija, tako da v bistvu ti bi delo karkoli v življenju, samo da bi počel iskreno, da bi počel z dobrimi ljudmi, z enim takim pesniškim pridihom, a držite, ne? Absolutno. Ker to poslanstvo je tebi, kar počneš, to je tebi pisano na kožo, to, kar počneš, je po astrološki karti globok smisel tvojega življenja. A zaznavaš to podporo energiji? Slabe stvari ali z slabimi ljudmi nikoli ne bi mogel delati. Tudi slabe stvari. Ne vem, koliko denarja, če bi mi nekdo ponujal. Ne vem, enostavno sem takšen človek, da to nikoli ne bi. Jaz krivico, a vemo, da je biznis je takšen, da se dela veliko krivice in veliko takšnih drugačnih poslov. Enostavno to ne bi mogel početi. Ne, ampak ti zaznavaš to podporo, to močno podporo ves čas. Zelo si instinktiven pri tem. Zelo. Meni je publika, meni so ti ljudje, s katerim prijateljujem, torej to je množica in množica ljudi, že 30 let, 20 let koncertov, to je bilo resnično več kot 500 000 obiskovalcev na mojih koncertnih turnejah v teh 20 letih. Mi smo dejansko prijatelji, znači ti ljudje se vedno znova vračajo in to je tisto, na začetku so rekli, Werner, ma glej, 2 leti trajajo koncerte, turneje po športnih dvoranah, to je vrh karijere določenega izvajalca, če ko lahko delaš koncerte po športnih dvoranah. Ampak evo, ta vrh traje pri meni že 20 let. Pa ne, da je vrh, ampak to prijateljstvo z ljudmi. To je tisto, kar nekateri ne razumejo. Da smo mi dejansko prijatelji, da ti ljudje so mene vzeli dejansko za svojega in jaz že toliko obrazov poznam, ne poznam imen, ker jih tudi težko se zapomnim, ampak obraze, pa resnično se spomnim nekaterih, ki so 20 let nazaj hodili na moje koncerte, zapomnil so se ogromno obrazov. Jaz tudi, ko naredim koncert, pa tudi če je 4-5 tisoč ljudi, jaz grem po tribunah, jaz grem po parterjih, pogledam vsakega človeka v obraz. Jaz ga na ta način spoznam in se ga zapomnim za vse čase. Res. Ampak glasbo pa drugače sam pišeš. Ja. Vso glasbo sam napišeš. V glavnem vso glasbo pišem sam zdaj. Kakšen je potem ta, veš, kak je ta ustvarjalni proces, kak se ti začne, kaj rabiš? Rabiš mir okrog sebe, rabiš impuls, kaj te? Najprej rabim koncerte. Najprej rabim, vsak čas nosi drugačne emocije. Vemo, vesolje se vrti, planeti se vrtijo. Ljudje si enkrat želijo nežne melodije, ljudje so enkrat jim pa še trend turbofolka, pa so veseli, pa skačejo, plešejo, hej, mala opala. Enkrat so žalostni, prihajajo čas, ko dejansko verjamejo samo v ljubezen. Prihajajo časi, ko ne verjamejo v nič, želijo hecne pesmi. Torej, treba najprej začutiti, kako ljudje v določenem trenutku dihajo. Jaz to začutim na svojih koncertih. Enkrat so jim všeč, norijo na vesele pesmi, enkrat so jim pa nežne, ljubezenske balade, tisto, kaj si želijo slišati.
vsako leto je drugačno. Tako kot se vrtijo planeti, tako se vrti i čustva ljudi. I nekaj, kaj je v tem prostoru i v tem vesolju. Težko je napisati hit. Težko je napisati hit. Ni recepta. Ampak, če si pa pozoren na ljudi in na te stvari, o katerih sem zdaj govoril, obstajajo velike verjetnosti, da zadaneš tisto, kaj si ljudje želijo. Naprimer, zdaj sem začutil, da si ljudje želijo, da zlijem svoje srce v pesmi. Hočejo tistega Wernerja, ki so ga spoznali 30 let nazaj. Točno takega. In prav presenetilo me, ko si povedala, da mi se prav zdaj vrača to obdobje, kot sem ga imel 30. Tudi jaz sem to začutil, tudi publika je to začutila. In zato sem naredil zdaj take pesmi. Zlil sem srce v pesmi, rekel sem, to si moja publika želi. Veš, in ko si prej rekel, da so omenili, da zdaj je to višek tvoja karijera. Jaz bolj vidim stvari 30 let kot pripravo na to, kar zdaj prihaja. Ne vem, kakšne imaš ti načrte za naprej, veš, ali karkoli se ti dogaja, ampak kot da bi se tu kuhal, delal, kalil, zdaj se začne tista, a veš, ta bolj. To bo vrhunsko, če po 30 letih karijere zdaj štarta tisto, ta pravo. Pa res je, moji cilji, moje sanje niso nikoli bile, naprimer, da zmagam na Eurosongu. Ne. Moje sanje so bile, da pojem po dvoranah, da ljudje pojejo moje pesmi. Tako, ti si predan ljudem. Tako je. Ti si predan ljudem in tisto, kar veš, da radi, tisto znaš dati in to je fenomenalno, to je tvoja izjemna kvaliteta. In sem začutil trenutek, ker sem mojo kariero začel na Hrvaškem, izdal sem 3 plošče takrat za Jugoton, za Croatio Records, da me pogreša tudi publika na Hrvaškem. Veliko mi pišejo privat na Facebooku, zakaj več ne pojem v hrvaščini, kdaj se bom vrnil, zakaj sem samo v Sloveniji, zakaj pojem samo v slovenskem jeziku, in sem nekako začutil trenutek, da ne vem, da podarim tako, da je pravi čas, da naredim eno ploščo tudi za hrvaški trg, za mojo Dalmacijo, za Slovenijo in da vsi skupaj prepevamo moje pesmi, tako da bomo še proširili trg, da bomo delali športne dvorane še v Splitu in v Zagrebu in povsod drugod. In kak je naslov tega ta novega albuma? Lom. Evo, celo moje življenje. Da razlaži, ker jaz te besede nisem poznala. Lom, jaz mislim, neki se zlomi, lomi se, lomo boš srca ali kaj boš šlo? Imam pesem, ki je taka prav razbijačka, in gre oko mene lom, a v srcu mom je brodolom. Oko mene svi, sad su pijani, ali samo ja od ljubavi. Tako da to bo... Mnogi se bodo našli v tem. Ja, ful lepo. Kje sva ostala? Aha, ampak ti plani zdaj, a veš, ne tako, ko gledam pa karto, ne imaš pa v bistvu, ti je pa družina blazno pomembna, zelo pomembna in na kak način boš zdaj to usklajeval? Oziroma, to se že ves čas dogaja, ampak zadnjih 90 let vas... Si me svekla, dokopala od mojih belih. Res je, družina mi je zelo, zelo pomembna in pravilno vprašanje si me zastavila, ker sem imel velike možnosti uspeti v Nemčiji. In sem že podpisal pogodbo za nemški trg z producentom Andy Moorom. Velikokrat sem bil v Berlinu, smo že nekaj snemali, ampak glih zaradi svoje družine, zaradi tega, ker bi moral oditi v Berlin živeti ali celo družino vzeti, odpeljati v... Sem rekel karieri v Nemčiji ne. Eto, glih zaradi družine, kot si povedala. In si me zdaj vprašala, kako bom pa zdaj to. Pa Slovenija in Hrvaška so zelo blizu. Ko se peljem, kaj jaz vem, v Mursko Soboto je isto, kot da bi se pelal v Pulo ali na Reko ali kaj jaz vem, v Split. To je vse tukaj nekje. Veliko hrvaških izvajalcev tudi nastopa v Sloveniji. Zakaj ne bi slovenski izvajalci tudi
nastopali na Hrvaškem. In sem se odločil, glih zaradi tega, ker tukaj to še ni tako daleč, a ne, če bom imel kakšen nastop, bom prespal seveda, če bo to v Splitu, v Dubrovniku ali kjerkoli drugod. Ampak ponavadi tukaj v Sloveniji pa takoj po nastopu se vračam, ker sem odvisen od družine. In jaz brez družine si ne znaš predstavljati življenja. Ne morem. Brez družine si, brez moje deklice, brez moje žene. Vesel sem, da so še moji starši živi, da večkrat gremo tudi v Selce. Ne morem si predstavljati. Družina mi ekstremno veliko pomeni. Zaradi tega nisem zamudil pri moji deklici, ko se je prvič hranila z žličico, nisem zamudil ni njene prve korake, nisem zamudil, ko smo jo prvič tehtali, ko se je rodila, sem bil zraven, ko je šla prvič v vrtec, sem bil zraven, ko je šla prvič v šolo, sem bil zraven. In ko se je prvič potapljala, ker je zdaj z 10 leti naredila potapljaški tečaj, sem prvič s flašami šel z njo pod vodo na 12 metrov. Tako da nič nisem zamudil in to je tisto najbolj vredno v tem življenju in tega se žal mnogi ne zavedajo. Niti eden, ni z enim denarjem, ni z milijardo dolarjev se te emocije in ti trenutki ne dajo kupiti, če jih enkrat zamudiš. Imate, ko smo pogledali potem astrološke karte, imate s Kanenas in z Andrejo, z ženo imate izjemno močne energijske povezave. Izjemno močne. Tako da tu ste na taka zelo lepa povezava, zelo srčna in hkrati tudi zelo močna povezava. Tako da to usklajevanje vam verjetno da nekaj in prinese. Veliko nam pomaga, ker je tudi Kanenas deklica, ki je vedno razumela, nikoli nisem se zlagal, kaj sem, grem nekam na hitro, nares pa pridem nazaj. Vedno sem rekel, Ati gre nastopat, tudi če je prišla varuška po Merkat takrat v tem času, ker je Andreja kot moja menadžerka morala iti na nastop z mano, je razumela, da bo varuška bila z njo zdaj 4 ure, da Ati gre nastopat. Vse sem ji razložil. Že ko je bila čisto mačkana deklica, nikoli se nisem zlagal na neki probal na en način. Vse vemo, kako z otroki moramo, kdaj pa kdaj. Ampak tukaj sem bil pa res dosleden. Vedno sem iskreno povedal, da se tudi navadi, da je moje življenje takšno, da moje delo ni od 8 pa do 4, ali od 7, pa zdaj karikiram, ampak moje delo traje 24 ur na dan in tako že 30 let. In temu se reče predanost. Tako je. Tako. In to, vesel sem, da to ona razume in nikoli ni problem. Zdaj že večja, zdaj tudi sama počaka, pride iz šole, ve, da nas ni doma, tudi si kaj skuha, naredi. Zdaj je to drugače. A ne, smo pa normalno ves čas na vezi, telefonski, ker smo povezani, ampak se da. In sem vesel, da tudi moja deklica to razume, da razume moje delo. Ampak enako moč črpaš tudi že iz svoje prve družine, od staršev, tudi tam imaš globino, imaš močno podporo. Res so mi vsadili eno posebno energijo, eno posebno iskrenost v življenju. Jaz sem imel lepo otroštvo, moram priznati. Ne bom govoril nekaj, kar ni. Imel sem lepo otroštvo, starši so se trudili, mami je ostala doma, ni šla v službo zaradi nas otrok. Jaz sem bil drugi otrok, brat mi je starejši 9 let. Jaz sem bil slučajen otrok. Hecam se. Slučajev ni. Hecam se, ja. Torej, po 9 letih, kaj se dogaja, noseča, ojoj, kaj bomo pa zdaj, evo Vedlerja. Tako je nekako to bilo. In v bistvu vedno so mi poskušali nekako usaditi odgovornost. Ker v glavnem matere, ki so doma, vemo, na hitro se lahko ti otroci razvadijo, ker imajo vse nekako pri roci. Mama je taka vedno. Moja mati mi je pa vedno želela povedati, da bo vsak trenutek prišel čas, ko bom bil odvisen sam od sebe. In da v življenju treba določene odločitve sam prinesti. Ona je bila tukaj vedno zraven kot en bedem, ki me ščiti, ampak sem jaz bil ta, ki je prinesel določitve, tisti, ki je potehtal stvari, kaj je prav, kaj ni prav. Bil sem odličen učenec v šoli,
ni imela probleme z mano, glih zaradi te vzgoje. In evo, še danes smo taki, še danes se slišimo in ekstremno se čutimo. Ne vem, da bi jaz zaigral, mami, halo, kako si? Kaj pa je vse v redu? Takoj bi vedela. Badava, ne uspe mi. Ja. Torej, ta čustva, to je še vedno ostalo in takoj me začuti, ne glede, da sem vesel, da zaigram, da sem vesel prek telefona. Nič ne pomaga, to mami čuti, to je ta mamina ljubezen, ki je neverjetna, tudi z očetom taka podobna. Tako da sem res vesel, da sta še vedno živa, zdrava, evo, moram potrkati. Gre sta že v letih, a ne, mami 87 let, a ne, oče 4 leta mlajši od mami, ampak se ne data in to me tudi drži, da sta še vedno, da je še vedno tam tiste en bedem, ki me ščiti od vsega tega, ne, mama je le mama. Bova ostala pri družini, Ja, pri hčeri, ja, pri imenu. ja. Namreč, marsikdo se je spraševal, odkot tako nenavadno ime. Ja. Ampak, gledam tvojo karto, ti imaš nenavadno zapisano navzven. Ja. Se pravi, kjerkoli, kakorkoli želiš, da te drugi vidijo navzven, se pride, daš nekaj nenavadnega ven. In Res. iz istega momenta Res. imaš svoje ime dobo manj običajno in iz istega momenta si svoje princeski dal tudi drugačno ime. Res. Ne moreš drugače. Ne morem Nisi drugače. mogel drugače. Ne more morem biti. drugače, Ja. točno tako. Evo, vse si vse povedala. Ja, ne, prosti ti jemljem stvari, ampak ne, Res je veš, to je tako. tle, ne, in Res ko je sem malo tako. brala, Jaz pa sem to. tudi bil Werner, jaz sem bil edini Werner na Hrvaškem takrat. Jaz sem bil edini Werner. Nihče ni vedel, je to preimek, Werner. Sploh jim nič ni bilo jasno nobenemu, a ne, ampak glih to. Zaradi tega, ker sem bil Werner, sem bil drugačen. To ime je meni veliko pomagalo v mojem karakterju, ker jaz sem nasploh drugačen človek. Če me postaviš med 1000 ljudi, takoj bom jaz neki drugačen bil. Ja, Vse to ja, vidimo tudi po medijih 30 let. Karkoli da naredim. A prinesem školjko, a se slečem v kopalke, pa se, karkoli da naredim, a pomagam porivati avto Brigiti, pa potem je naslov Werner poriva Brigito. Karkoli, vedno se bo okoli mene nekaj dogajalo. To jaz imam v sebi, to imam že od rojstva, že kot Ta otrok. magnetni Vedno sem jaz bil tam, ko se je karkoli dogajalo. Ko je bil kakšna po domač povedano štala, je Werner bil zraven. ja. Pa nič nisem slabega htel, ampak nekako me to spremlja skozi življenje. A ne? To je pa v medijih z ene strani v redu, ker mediji nenehno pišejo o meni, nenehno sem jim zanimiv, evo, že 30 let. Z druge strani je pa zna biti malo naporno, ker tudi če kdaj nočeš biti v kakšni situaciji, spet najdeš glih v njej, čisto slučajno in spet se o tebi govori. Tako da to je nekako tudi pisano, dejansko pisano v zvezdah. Dejansko je zapisano v zvezdah, to je v Uranu 11. To ne moreš hiši. spremeniti. Ja. Od otroštva sem to že imel, od otroštva se je to dogajalo. Izjemen privlak, ja. Res, res. In če pogledava potem plane za naprej, v bistvu, ne, Ja, smo gledali, ne, podobno kot ta astrološka karta kaže, kaj se ti je v preteklosti dogajalo, so določene napovedi ali pa določeni vplivi tudi za naprej, se pravi, kaj se bo dogajalo. Tako da No, v to bistvu me zanima, videti je, v bistvu je videti, da te imajo v decembru energije zelo rade, podpora od 6. do 19. je ves čas in pol. Za naslednje leto, za celo leto 2020 so pa zelo, zelo dobri obeti in sicer že pomladi. Pazi, februar, marc se, se kaže prodor na tuji trg. Ne? Ti si rekel, zdaj si imaš album v hrvaščini in da si se nekako po svetu bolj temu tudi navzven. Se pravi, no podobno bo potem čez poletje. ja. Ampak še večji dogodki so pa potem novembra pa decembra. Takrat se pa
veš, tako da obrodijo ene pretekle akcije, pa bogate sadove in takrat se veliki dogodki odprejo. Ne vem, a to se upada s tvojimi plani? Kaj imaš ti? Ogromno, res je. Spomladi planiram 2 velika koncerta ob 30-letnici koncerte turneje. Torej v Mariboru najprej, verjetno v Ljubljani, ali v Tivoliju. Potem bo v planu imam čez poletje iti na Splitski festival, na Radijski festival, to so vse festivali na Hrvaškem. Potem se pa lahko zgodi še mnogo več. Če bo hrvaški trg tako, kot sem si zamislil, potem bo pa absolutno veliko televizijskih oddaj, vsega tistega, kaj mi sledi na Hrvaškem novembra, decembra naslednjega leta. Če ne bo že prej, ker vidim, da že julija se ti ta medijski prostor na drugačen način aktivira. Julija je Splitski festival. Evo, upam, da bo bil sprejet s to pesmo. Namreč naredil sem eno čudovito pesem in smo celo jo nismo dali zdaj na CD ploščo. Glih zaradi Splitskega festivala, ki je julija. Evo, in vsi nekako čutimo in založba Dallas in vsi nekako čutimo, da ta pesem lahko veliko naredi na Splitskem festivalu in smo jo dobesedno umaknili zdaj trenutnega albuma, ker ne sme biti prej predvajano pred samim festivalom, tako da bomo, če bo uspelo in če bom prišel na festival, bomo takrat dali to pesem tudi na album. Držimo pesti. Evo, kažejo zvezde, super. Zvezde kažejo, dobro, res, ja. Medtem, ko potem avgust pa naprej, se pa kažejo bolj sproščene stvari. Avgust, september, veš, bolj tisti intimni koncerti, ampak tudi v tujini. Vse se ti nekako v tujini odpira. Ja. Veliko dobrega kaže, moram povedati, na Hrvaškem, mogoče celo v Srbiji ali v Bosni. Evo, jaz sem nekako imel to srečo, da me je poklicala založba Dallas in da so bili takoj od akcije, ena od redkih založb. V današnji čase vemo, da je nekako diskografija padla zaradi interneta, zaradi vsega in sem res zelo vesel in zelo ponosen, da zdaj imam tudi za sabo založbo, ki res verjame vame in moram povedati, da prav Dallas zelo verjame za hrvaški trg, ker Dallas je tudi na Hrvaškem, Dallas Records in v Sloveniji in oni močno verjamejo v ta projekt na hrvaškem trgu tudi, tako da to, kaj si prebrala, evo, če bo to res tako, če bo se to res vse to zgodilo, jaz bom bil presrečen. To bo bilo največje darilo meni za mojo 30-letnico karijere. Pravo. Kdor saja ta žanje, v tem smislu pride to. Tako je. Razumem. In bil sem veliko zdaj v studiu in sploh nisem vedel, a je dež, a je sonce, cele dneve sem delal, nove pesmi, pripravljali, snemali, 16 pesmi bo bilo na slovenskem albumu, 13 pesmi na hrvaškem albumu, vse to posnet, vse to slikati, vse to pripraviti. Bilo je zelo naporno, ampak pravim, evo, zelo sem vesel, da založba Dallas tako močno verjame vame in da verjamejo, da bo ta CD plošča doživela velik uspeh in na Hrvaškem in v Sloveniji. Mogoče celo tudi naprej v Srbiji ali kjerkoli. Vsekakor. Če pogledaš zdaj, 30 let je zelo dolga doba. Če pogledaš nazaj, kaj se ti najprej utrne? Samo lepi trenutki. Jaz vse tisto slabo pozabim. Je bila trnova pot. Zaradi tega se ne lotim nikoli pisati kakšne knjige, ker takrat bi me verjetno potegnilo v tisto drugo stran, kaj si dal, spomnil bi se vsega tega. Jaz se ne razpomnim teh. Jaz sem človek, ki vedno gleda naprej. Živimo danes, živimo za jutri. Kaj je bilo nazaj, slabega se mora pozabiti. In treba se spomniti tistih lepih, čudovitih trenutkih, nepozabnih trenutkih, vseh mojih festivalov, druženja z glasbenikov, druženja z mojo publiko, mojih prvih koncertov samostojnih leta 2000, 2001, v dvorani Tabor, v Golovcu, v Zlatem polju Kranj, Novo mesto Leon Štukelj. Verjetno so tudi zdaj ljudje, ki nas gledajo, se spomnili tih trenutkih in to traja še vedno. Torej, to druženje, to prijateljstvo, to razdajanje ene dobre pozitivne energije traja še vedno. Kaj bi si človek več od tega želel? Razumem. Evo, jaz sem presrečen človek, seveda zdravje je še vedno tu, hvala Bogu, družina je tukaj,
vsi smo še zdravi, živi in evo, jaz si vedno rečem, da sem najsrečnejši, najbogatejši človek na svetu. Če imaš to, imaš vse. A seveda, za denar se borimo, delamo, trudimo vsi. Nihče ne pride v fazo, ko reče, zdaj imam pa toliko denarja, zdaj pa ne. Vsi moramo delati, nekdo ima nova vlaganja, novo delo, v nove plošče, v vlaganja v nove koncerte, v nove turneje, v videospote, vse stane. Tako da, normalno trudim, delam naprej, da moram reči, zdaj pa nihče ne pride do te faze, posebej, če delaš v show biznisu. To je tako. To je težak posel, trnov posel, ampak če delaš s srcem in če te to veseli, kaj delaš, potem je to nekaj najlepšega na svetu. In ko se ti je rodila hči, na kak način ti je to odprlo življenje? Kaj se je takrat ti spremenilo? Vse se je spremenilo. Sploh nisem predstavljal, kdorkoli mi karkoli povedal, mi ni povedal resnično. Pač otrok je nekaj posebnega. Zdaj bo spet bil iskren, otrok je nekaj posebnega. Otrok ti spremeni življenje. Pripravljajo te popolnoma drugače. Joj, dojenček, čudovito, kako je to lepo, najlepše na svetu. Ja, se strinjam. Res je to tvoj novi fokus življenja, se strinjam. Je pa zelo naporno obdobje, zelo težko obdobje, ki človek, če je odgovoren, pravim, če je odgovoren. Ne govorim zdaj za tiste, ki dajo babicam otroka in gre uživati. Jaz nisem imel babice, nisem imel detka, nisem imel strica, nobenega nisem imel tu. Torej, to je jedno težko obdobje, a ne? Ampak kaj ti je dalo to? Polno čustev. Tako, dalo mi je enormno veliko čustev in toliko novih idej za glasbo. Torej, odprle so se neke nove čakre v meni, ko sem zagledal tega mojega dojenčka takrat, mojo Kanenas, ko sem preživljal ta čas s tem otrokom, dejansko sem upijal eno nenavadno, eno drugačno energijo, ki jo nihče ti ne more dati to energijo, ki ti daje dojenček in otrok. In v bistvu doživiš en novi fokus. Takrat sva bila en drugmu dojenčka, midva z Andrejo. Jaz njen. Potem je pa v naš svet močne, neverjetne ljubezni prišel nekdo drugi. Nekdo tretji. Tako, nekdo tretji, ki pa spada tja. Stop, vidva. Čakajta, zdaj sem jaz ta glavna. In normalno, trebalo se navaditi na takšen način življenja. Trebalo se navaditi, da in to je res tako. In neprespane noči in štev sem tam BB1, BB2, BB3, kdaj bo BB4, da bom lahko zaspal 8 mesecev, ne spimo. Vse smo to dali skozi. Midva sva z Andrejo dejansko delila. Spala sva eno noč, eden s Kanena, z drugo, ker je Andreja žal izgubila mleko pri rojstvu, ker je imela težek šok v bistvu pri rojstvu in je izgubila mleko. Pa ste si delila... Midva sva si delila in odštevala, bila sva kot zombija. Tisto je funkcioniral čez dan, ki je malo lahko bil potem čez noč bil z njo, da bi lahko ta drugi spet funkcioniral čez dan in tako sva si delila. Eno noč je eden bil dežuren in zbujali smo se 11, 2, 4, 6, sploh spalo se dni. Se pravi, veš, na isti način, tako sta si vsa druga področja delila. Tudi to področje delila. Tudi to sva si absolutno. Kdo doma kuha? Različno. Spet oba. Tudi to si deliva, res je. Fenomenalno. Ene stvari, za bolonjezo sem jaz mojster, kaj sem za odličen štrudel je pa Andreja. Za torte sadne sem jaz mojster. Vse si deliva. Takšna sva. Od samega začetka, ko sva začela v najemu živeti, ko brez ficka v žepu, vse sva si ustvarila skupaj, trudila sva se, borila sva se skozi življenje. Ljudje so to začutili in evo, vesel sem, da spoštujejo to in evo, da mi je publika zvesta že toliko let. Fenomenalno. Ja. Prav, v bistvu, z vsem tem, jaz ne hodim na koncerte, ker sem bolj tudi tak zelo občutljiv človek, ampak prav navdušil si me
Torej se drugič vidimo. Tako da se mogoče šestega vidimo. Šestega se vidimo. Samo 15 minut pred 8 treba priti, ne? Okay. Dobro. Ne, zunaj uro pred tem, da bom prej spredostala. Super, super. Pa še pesem se treba naučiti, ker vsi morajo vedeti. Čakaj, pesem. Kada voli srce južnjačko. Tako. Sej ne bo težko, jaz začnem. Kada voli, potem vsi skupaj. Srce južnjačko. Pa spet jaz rečem, kada plače, pa spet si, srce južnjačko. Evo še znaš, bravo, super, ne trebaš se veliko učiti. Ne, ampak veš, meni Ana, ta je super, ne, ampak mi je bila pa ona všeč, ko ste pa za Slovenijo naredili Saša z lipom za Stvandre. Ja, ta je pa meni. Ja, tu smo zlili, tudi srce, vsi skupaj, in Miksek, in Saša, in Andreja. Ja, čudovita pesem. Ta je bila pa za Slovenijo cela. Tako resnično iz srca, tako kot je. Ja, tako da ustvarjanje. Tako tisto, kaj čutijo ljudje. V bistvu gre najna oddaja, najn klepet proti koncu. Kaj je tisto, kar bi lahko pa našim gledalcem v bistvu sporočil? Kaj je tisto osnovni navdih? Sploh jaz ne bi rabo govoriti, vse si povedala. Kot sem se hecal, do kopalk si me slekla, tako da mislim, da so vse zvedeli. Mislim, da vedo, da je bistvo življenja najdeti ljubezen, biti zdrav in živeti življenje. Ne igrati življenje, živeti življenje. To je zelo pomembno. Odprt srce, pozabiti vse slabe stvari, ki se zgodijo, iti naprej. Vsak nov dan prinaša novo zgodbo. Jaz vsako jutro, ko se zbudim, umaknem zaveso, pogledam ven in si rečem, wow, vse je dež, ampak kaj se bo mi danes luštega zgodilo? Vedno se vprašam. In tako se treba vprašati. Tisto, kaj je bilo, je za nami. Pomembno je tisto, kaj je pred nami. In tisto, kaj tega trenutka živimo. Torej, treba živeti življenje. Na to sem si prav zapisala tudi iz ene tvoje pesmi. Ja. Ure, dnevi, leta tečejo in nikoli se ne vrnejo. Tako je. Živi prav za vsak trenutek zdaj, ker ga jutri več ne bo nazaj. Točno to. Evo, to sem zdaj povedal. Samo tukaj bolj umetniško. Veš, tako mi v energijah rečemo, ne, tu je pa treba trenutek živeti tukaj in zdaj, ne, ampak ti imaš to propustnost za energije, za tisto, kar je za življenje samo. Res lahko, jaz res lahko živim tukaj in zdaj. In vsak trenutek, vsako sekundo, vsako minuto, dejansko tako živim. Kako zelo pomembno je, da je to še našim gledalcem, mogoče kaj več poveš, kako zelo bistveno je res živeti ta trenutek in kaj ti prinese to zares? Tako, v bistvu ogromno časa zapravimo s preteklostjo. Torej, kaj je bilo, je bilo. Torej, lahko se samo naučimo. Znači, to je preteklost, vse tisto, kaj se je dogajalo, vzamem kot eno šolo. Vsi imamo eno življenjsko šolo. Zakaj se določene stvari dogajajo? Tudi meni se ne dogajajo samo lepe, veliko slabih. Ampak zakaj so se zgodile? So se pa zgodile z določenim namenom in dejansko nam čas pokaže, zakaj so se zgodile. Smo se pač nekaj naučili. Treba živeti naprej. Treba živeti ta trenutek, ko živimo. Ne vemo tudi jutri, kaj bo. Tudi za jutri ne rabi živeti, ker ne vemo, kaj bo se zgodilo. Vemo samo zdaj, da smo tukaj in da trebamo živeti. In se moramo vprašati, vedno se moramo vprašati, a smo zdravi? Ja. A imamo svoje bližnje tu? Ja. Super. Pa živimo to življenje danes. Odživimo ga, kot da jutri sploh ne bo bil. Jaz tako živim. Iz dneva v dan. Seveda, vsi imamo ene plane, določene načrte življenjske. Vse je to v redu, vse je to pa prav. Ampak treba ves čas živeti zdaj. In ne igrati. Veliko ljudi igra. Želijo nazvan biti nekaj drugega, kot so. To je največja napaka. Se pravi, pristnost, iskrenost v tem, kar si. Živi takšen, kot si. Ne živi, ne igraj. Mnogi igrajo zaradi sorodnikov, zaradi sosedov, zaradi tega, zaradi unega. Ne igrati v življenju. Bodi to, kaj si. A ne. Za nobenega se ne rabiš spreminjati. Bodi to, kaj si. In bil boš srečen. Zelo lepo. Ja. Res. Tako da
tehnika mi ni točno javila, koliko časa še imava do konca, ampak vsekakor, jaz sem zelo vesela, da si bil danes tle, zelo vesela tudi resnično, da sva se spoznala, da sva lahko to energijo, ki jo ti nosiš s sabo, iskreno, globoko, srčno, da sva jo lahko delila z našo publiko, z našimi gledalkami in gledalci, tako da... Enako je z mano. Zelo sem vesel in počaščen. Čudovite napovedi ste mi tukaj povedali in veliko, ogromno, v bistvu samo resnico. Upam, da bo tudi v prihodnje vse to tako držalo. Oziroma ne upam, verjamem. Verjamem, da bo vse to tako držalo in da bo, evo, to moje leto 30-letne kariere res tako, kot ste napovedali. Sem prepričana, veš, ker verjamem v Plutona in vem, da Pluton drži tisto globino in ne spusti tam, kjer je, tam, ker ga imaš, te ne bo spustil, dokler ne boš naredil vsega tistega, kar je potrebno za določen trenutek. Tako da, glede na to, kako pa s tvojo Andrejo sodelujeta, a veš, pa oba dva v isti cikl potegne in enako močno doživljata, močno gresta in enako svojih moči in vsega, kar imata v bistvu na razpolago, vklopta v svoj tok življenja, v svojo kariero. Tako da jaz vama želim vse dobro za naprej. Mogoče sam še zadnja beseda gledalkam, zadnji stavek. Najlepša hvala na povabilu. Torej, ne pozabite nikoli, živite svoje življenje. To je tisto pomembno. Živite življenje. Ne igrajte življenje, živite življenje. Hvala, Werner. Hvala. Torej, ure, dnevi, leta tečejo in prav tako teče pri nas tudi čas. Tale urca je bila zelo, zelo hitro mimo. Najlepša hvala našemu gostu, Wernerju. Dobrodošli v njegovi družbi ob njegovem praznovanju 6.12. v Stožicah in seveda naredite si lepo popoldne, lepo v petkovo, Venerino popoldne, imejte čudovit lep vikend in srečno.